Torej, mladi z obeh strani meje, tako iz Slovenije kot tudi iz Italije, se srečujejo dokaj pogosto. Zdaj je tudi Nova Gorica in Gorica sta prestolnici kulture. Vemo, da je bilo veliko srečanje mladih leta 2022, o tem govori tudi oddaja, ki jo boste poslušali. Spoštovani poslušalke in poslušalci, kako pa je s tem povezovanjem zdaj, v teh dneh oziroma v teh mesecih? Ja, torej ni več rednih srečanj med mladimi iz obeh Goric, kot radi rečemo, vendar občasno pa so še zmeraj srečanja in eno takih je bilo sredi septembra letos, ko je bilo molitveno bedenje za mir. Bilo je v sklopu zelo pomembnega dogodka, ko je goriški nadškof Carlo Maria Redaelli, ki je tudi predsednik italijanske Caritas, povabil v Gorico stalni svet italijanske škofovske konference. Predsednik te konference je zelo znani in v Italiji zelo prodorni kardinal iz Bolonije, Zuppi, in on je vodil to bedenje, ki bi moralo biti sicer na trgu Evrope. To je trg, ki je razdeljen med dve državi in ki je nekoč bil ločen in je bil simbol ločitve in simbol omejitve in celo prepovedi prehoda. Danes pa trg diha in prav na tem trgu je bila premišljena molitev za mir. Prav v času, ko je mir v svetu tako ogrožen, da bi molili za mir, ampak k tej molitvi oziroma bedenju za mir so pa povabili predvsem mlade iz obeh Goric in obeh strani meje, kajti oni bodo graditelji miru v prihodnosti. In tako da je res septembra bilo eno tako prijetno srečanje, lepo srečanje, ki pa žal se je samo sklenilo na trgu miru, kajti zaradi dežja je moralo potekati v eni od bližnjih cerkva, ki je bila seveda nabito polna, ker je tako množico ljudi težko sprejela. Torej, govorite o množici, se pravi, da nekako sodelovanje med mladimi z obeh strani meje poteka in bo verjetno še potekalo naprej. Ja, ker ti zlasti goriški nadškof in kar nekaj zadnjih goriških nadškofov si zelo prizadevajo za to sodelovanje, no tudi na drugi strani, na koprski škofiji vedno znova poudarjamo, mi smo sosedje, moramo sodelovati zlasti pri tako plemeniti pobudi, kakor je molitev za mir v svetu, ki ga ogroža, kjer lahko slišimo o vojnah z vseh strani in kjer je mir ogrožen in seveda ta čudovita gesta, vi mladi ste poklicani, da boste prinašalci miru v sodobni svet. Sledi večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Duhovnik v škofiji Koper, Primož Erjavec, med drugim tudi zadolžen za mladinsko pastoralo. Dobrodošli v oddaji Sledi večnosti. Lepo pozdravljeni. Gospod Erjavec, torej pred zadnjo soboto, pred adventno nedeljo, škofija Koper v Novi Gorici pripravlja srečanje mladih z obeh strani meje. Naslov srečanja je Vigilija mladih koprske in goriške škofije. Kaj je sporočilo tega srečanja mladih v Novi Gorici? Tako res je, zdaj v soboto bo to srečanje, pravzaprav praznovanje in povezovanje bi lahko bili dve sporočili. Želimo praznovati, obeležiti praznik Kristusa Kralja, ki je za svetovno cerkev dan mladih, namenjen zbiranju mladih po škofiji in potem tudi molitvi vernikov za te mlade. Smo rekli, da ne bi šlo to mimo. Za koprsko škofijo je to tudi sklep romanja velikega križa svetovnega dneva mladih in bomo vzeli si tudi priliko za prva bolj natančna navodila o svetovnem dnevu mladih naslednje poletje v Lizboni. Potem pa to povezovanje.
dejansko gre za en tak prvi začetek tega povezovanja na področju obeh goric. Sam sem, ko sem z duhovniki začel to razmišljanje, sem rekel, kot mlada Bernardka iz Lurda, najprej je imela tam pestene mokrote, danes pa teče en izvir, ki je zdravilen, tako da je tudi za nas mogoče čist začetek, tak zelo majhen, neboglen, ampak bi radi začeli eno skupno pot, tudi proti letu 2025, ko bo pa v obeh goricah, v Novi Gorici in Gorici, Evropska prestolnica kulture, in bi radi v tistem letu pa naredili mogoče en tak večji dogodek, tako nekako razmišljamo, da bi pripravili območno tezejsko srečanje za mlade. Dejali ste, gospod Erjavec, da bo to soboto sklepno dejanje romanja križa Svetovnega dne mladih. Kako je ta križ potoval med mladimi po koprski škofiji? Ja, najprej, če ga orišem, je to en tak zelo velik križ, dolg skoraj 4 metre, tak zelo impozanten. Zgodba tega križa je pravzaprav postavljen je bil leta 1983 na trgu Svetega Petra v letu vere, potem ga je pa papež predal mladim, je rekel, mladi, vi nosite ta križ, ne bomo ga postavili nekam v muzej, nekam na eno polico, na eno mesto, ampak vi ga nosite naprej. Tako da mi imamo zdaj tukaj to slovensko verzijo, ki gre po Sloveniji. No, zdaj zadnje 2 meseca je zbiral potem mlade, pa smo začeli najprej potem gor v hribih, v Bovcu, pa potem prek cele škofije, tako da v večjih krajih je bil ali v petek zvečer ali v soboto zvečer, tako recimo z eno urno molitev mladih. Gotovo mislim, da največkrat so se zbrali prav v petju, običajno je pesem tista, ki mlade najbolj poveže. Ko smo zdaj s tem križem recimo pripotovali do Nove Gorice, smo prav glede petja ugotovili, da mladi iz slovenske in mladi iz italijanske strani ne znamo istih pesmi, teh duhovnih, ritmičnih. Italijani imajo veliko svojih, tukaj mogoče v Sloveniji bolj iz tega angleško govorečega območja, pa smo potem nekaj se jih bomo načeli skupaj, pa bo spet ena taka prilika, da naredimo nekaj novega. Torej bo tudi veliko petja, domnevam, na srečanju oziroma na vigiliji mladih koprske in goriške škofije v Novi Gorici? Tako, prav tako smo si zamislili, razdelili smo to srečanje v 2 dela, začnemo ob 18:30 zunaj v mestu, in sicer na tistemu trgu, kjer je bila včasih postavljena ograja, to je tik za železnico, to je imenovan Trg Evrope, in bomo tam imeli to prvo srečanje, poskus biti mednarodni, smo rekli, da se spoznamo drug z drugim, se malo pomešamo, malo pogovorimo, najdemo kakšne skupne točke, potem pa tudi skupne namene te molitve. Gremo potem v enem sprehodu, v enem povorki do konkatedrale, tu je ta cerkev v Novi Gorici, in bomo potem ob 20. uri, ko bo molitvena vigilija, pa bo gotovo najbolj vezano to na petje, ki najbolj nagovarja, kot sem rekel, tudi najbolj enostavno, ker smo v obeh jezikih potem zložili to petje, pa nekaj tudi gotovo nagovorov, molitve. Nagovorila bosta tudi oba škofa, goriški nadškof Redaeli in koprski škof Bizjak. Pričakujete verjetno kar nekaj mladih z obeh strani meje? Mi pričakujemo, gotovo. Kot sem pa rekel na začetku, tu je en tak zelo prvi poskus in vemo, da na začetku ne veš, kako nastaviti to zanko, da bi se to res na veliko začelo, tako da bomo rekli, s tem, kar bomo imeli seme za naslednje leta, ker bi drugo leto bi potem pripravili tak dogodek v Gorici, na italijanski strani, potem pa spet na slovenski in 2025, pa že upamo, da se bo to kot ena kepa razširilo, tako da bomo zadovoljni s tem, kar bo, nismo obremenjeni s številkami. Mladi z obeh strani meje bodo praznovali na predvečer, ko Svetovna cerkev obhaja Svetovni dan mladih. V Katoliški cerkvi v Sloveniji ste praznovali praznik mladih septembra. Zakaj ta razlika? Ja, res, razlika je. Mogoče najprej okvir tega praznovanja Svetovnega dneva mladih na svetovni ravni.
Tradicija je od leta 1984, prav takrat, ko sem rekel, ko je Janez Pavel II. Ta križ potem izročil mladim. In je potem takoj povabil mlade, pa pridite nazaj tukaj v Rim, v Vatikan, da se srečamo. In je bilo to potem vedno vezano tudi s tem svetopisenskim odlomkom cvetne nedelje, ko mladeniči, a ne prav mladi ljudje, lomijo veje, razprostirajo plašče in vzklikajo pozdravljen judovski kralj. No, zato je bilo tudi vedno vezano to na cvetno nedeljo skozi vsa leta. Zdaj v koronskem obdobju dvakrat ni bilo mogoče tega srečanja imeti in je papež Frančišek potem povabil mlade jeseni. In je tudi izrabil potem to priliko, da je premaknil to praznovanje svetovnega dneva mladih na praznik Kristusa kralja, ki je pa drugi obraz tega, ne? Kraljevanja Jezusa, ki je kralj vesoljstva in spet mladi dejansko ga pomlajujejo, vedno je Kristus mlad, pravi papež Frančišek. In tako velja na splošno in v Goriški cerkvi, pa tudi v Italiji obhajajo ta dan. Zdaj v Sloveniji pa smo že od leta 1981, torej 3 leta pred Vatikanom, začeli s slovenskim srečanjem mladih v Stični. To srečanje, vemo, povezuje vsako leto mlade, skozi ta leta se je razširilo, v enem obdobju je bilo zelo močno in tudi ostaja naprej. In ker je bilo potem v navodilu o obhajanju svetovnih dni mladih tudi zapisano, da lahko škofovska konferenca nekako prilagodi datum, smo se odločili potem, da res vežemo praznovanje na to srečanje v Stični in eno nedeljo prej obhajamo v Sloveniji ta svetovni dan mladih z molitvijo, z izpostavljanjem mladih v cerkvi, da rečemo, evo, to so naši mladi, ki pomlajujejo našo cerkev, mi pa dajmo za njih potem tudi moliti. Gospod Primož Erjavec, kaj sporoča mladim papež Frančišek ob letošnjem svetovnem dnevu mladih v cerkvi? Tako, predvsem je to njegovo sporočilo tako zelo eksplicitno vabilo na ta dolgo pričakovani svetovni dan mladih v Lizboni, ki bo avgusta naslednje leto. Namreč predstavljeno je bilo že za 2 leti, prav zaradi koronskega obdobja. Tako, in vabi v tem sporočilu, naj skupaj hodimo to pot. Tako da je v tem sporočilu, ki ga papež vsako leto mladim namenijo, nadaljeval s takim 3-letno smerjo, s tem geslom vstani, kar pravi za mlade zmeraj važno ne obsedeti, ampak vstati. In tako je 2 leti nazaj spregovoril o tem obojenju mladeniča materi vdovi, ko mu rečem ti vstani, se pravi na neko novo življenje. Lansko leto potem o apostolu Pavlu spregovori o tem trenutku spreobrnjenja, vstani, naredim te za pričevalca. Potem pojdi in tudi ti govori o tem. No, letošnji pa je potem Marin odgovor na njeno nepričakovano nosečnost, na spodbudo angela, takrat, ko sprejme, da bo mati Božjemu sinu, je Marija vstala in hitro šla v Judovske gore k sorodnici Elizabeti. Zdaj tole poskočnost mladega človeka, ki hodi v Božjem načrtu, nekako podčrta papež. Ta sporočila so običajno tako res kot eno pismo, nagovori mlade v prvi osebi, izpostavi en tak odlomek in potem res prav nagovori kakšno problematiko mladih, ki jo takrat vidi. In je tudi to letošnje pismo tako krajše, ampak zelo spodbuda res, da nekaj mladi premaknejo, predvsem pa na koncu pravi in se vidimo avgusta v Lizboni. Gospod Erjavec, nekajkrat ste izpostavili svetovno srečanje mladih v Lizboni. To bo potekalo avgusta prihodnje leto. Verjetno se bo tudi veliko mladih iz Slovenije odpravilo v Lizbono. Ja, pričakujemo, da se bo. To je gotovo ena izkušnja, ki bi jo jaz kot duhovnik privoščil vsakemu mlademu enkrat. In zato pravim tem mladim, s katerimi sem sedaj po župnijah ali tukaj v Vipavski gimnaziji, kjer sem tudi šolski župan, pravim, glejte, Lizbona je v Evropi, ni tako daleč, ti imaš lih prava leta, gremo. Gotovo potrebno je zbrati nekaj denarja, ker je finančno vselih en tak strošek, ampak ta srečanje so recimo na 3-4 leta, enkrat v Sloveniji, enkrat v Evropi in enkrat potem na eni drugi celini po svetu. Tako da tiste v Evropi je za izkoristiti. Tako da jaz pričakujem vseeno, ko smo šli v Madrid pred leti, je bilo
nekako 8-10 avtobusov, tudi v Krakovu, ki je bilo nazadnje. Jaz mislim, da z avtobusi se bomo zbrali, bo neka taka številka prišla. Dejali ste, da mladim priporočate, da se udeležijo tega srečanja. Katere vsebine bodo tam? Imate že vpogled, kaj se bo dogajalo v Lizboni? Tako, jaz bi rekel, da verjetno je vsakič tista skupina, ki pripravlja, tisti narod, ki pripravlja po svoje svoboden. Da sem pa videl, da je skozi vsa leta gre nekako, ima en tak enak potek teh dnevov. Namreč naslednje leto od 1. do 6. avgusta bodo potekali v Lizboni ti dnevi in ima vsak dan eno tako vsebino. Recimo, da dopoldnevi se večinoma odvijajo srečanja po narodnostih in tam se, ko se bomo zbrali Slovenci, gotovo, da se spoznamo, potem pa je ena taka skupna kateheza, en škof običajno spremlja in potem tudi nagovori mlade. Skupaj obhajamo sveto mašo in smo letos že nekako načrtujemo, se pravi za to svetovni dan mladih, da bi potem en dan šli v Fatimo. Fatima od Lizbone ni oddaljena in bi en dan potem nekako se srečali s to zgodbo o fatimskih pastirčkih, ta sporočilo, ki jih Marija ima. To so dopoldnevi. Tako, potem pa dnevi, se pravi sredi dneva, je veliko prilik, dostikrat imajo mladi zelo ugodno vstope v muzeje, za pogledati vse znamenitosti, ki jih eno tako mesto, kot je Lizbona, lahko ponuja in seveda okolica. No, večeri pa so potem skupni, tako da jaz mislim, da bo, kot je bilo prejšnja leta, v sredo se srečamo v tem na enem mestnem trgu s pozdravom domačega škofa, običajno tudi maša z njim. V četrtek je prvi dan prisotnosti papeža, ko pride papež Frančišek, ki v tistih časih, v tistih dneh potem tudi veliko dogodkov spremlja, obišče veliko skupnosti, no prav celotno skupino teh mladih pa ob večerih, tako da bi bil ta pozdrav v četrtek. V petek se pridružimo s papežem na mestnem križevem potu, ki je tudi taka zelo osebna, lahko meditativna izkušnja. Potem pa seveda, to je vse v pripravi na največji dogodek, to pa je potem sobotna vigilija. Smo imeli srečanja običajno na kakšnih letališčih ali kakšnih večjih površinah, ker tu se zbere recimo lahko 1 milijon, potem v nedeljo tudi 2 milijona mladih, se pravi z vsemi ljudmi, ki bi še radi prišli. Vigilija na prostem pomeni res molitev, potem pa tudi bdenje po noči, ter potem kot zaključek nedeljska maša, ta zadnji dogodek, zadnje sporočilo s papežem Frančiškom, kjer že potem ob koncu, ob robu tega srečanja že povejo, čez 4 leta pa se srečamo in takrat je potem že nas vabi potem, da gremo kar naprej na naslednjo srečanje. O svetovnem srečanju mladih v Lizboni bomo v verskih oddajah Radia Slovenija zagotovo še govorili. Hvala za te prve informacije. Upajmo, da boste lahko nagovorili čim več mladih, da se udeležijo tega srečanja. Verjetno je nepozabno biti del te množice. Vi imate te izkušnje, pa končajva, zaokroživa najin pogovor, torej z srečanjem v Novi Gorici. To bo tudi en lep, precej manjši dogodek, ampak versko, duhovno bogato srečanje. Predvsem spodbuda za mlade katoličane, da vztrajajo na tej poti svoji. Tudi sam vidim tako, veliko je teh srečanj vse skozi čez leto tudi po raznih krajih, župnije, kjer so zelo aktivne, potem rade povabijo mogoče kakšnega glasbenika, da se srečajo, pa potem povezovanje širše. In to je gotovo, prvič je težko, težko je, kot pravi papež, mladim vstani, težko je iti mladim iz tega nekega udobja, individualnosti, v katerem smo, ampak potem iz takih izkušenj pride zmeraj zadovoljni nazaj. Tako da prav, da jim pomagamo, da potem naredijo ta korak. Tako da res jaz verjamem, da kdor pride tudi v Novo Gorico, bo imel to izkušnjo. Že zadnjič, ko smo imeli samo pevsko vajo z Italijani, so se spletle prve vezi, tako da to povezovanje je danes spet ena taka stvar, ki mladim pomaga k osebni veri,
hkrati potem tudi odpira razna obzorja. Gospod duhovnik Primož Erjavec, hvala za ta pogovor in vse dobro. Sledi večnosti.